danes sem rekel, bom spet nadaljeval malo orientacije v tej matrici in kako se stopi preko nje, kako se jo transcendira, preseže. Nahajamo se torej v tej pramineštri, rečejo prajuhi, pramineštra, prava maka, kjer se namakamo in izgubljamo in plavamo in prihajamo do sape in tako naprej. In vendarle so torej tukaj imamo boj med dvema, med sistemom, ali pa rečejo tudi Babilonom, in med ekosistemom ali Božjim kraljestvom, kakorkoli že. Torej, oba sta pravzaprav kot dve zveri, in eden in drugi. Zdaj, katera zver je močnejša, katera bo zmagala, ne? Tisti, kateri bomo dali težo in moč, ne? In tukaj seveda so naprej te globine, sicer znanost nam to magičnost, ne, od tega oblaka in pogleda na naravo nam reducira, pravi, da to je zgolj to pa to, ne, se odmika stran tiste bolj fine percepcije in aspekte in razsežnosti pojavov, ki so na Zemlji in v svetu in življenju, ampak torej, to je znanost, ne, ampak to magičnost obstaja. Sedaj pa torej sistem, torej ta Babilon, monetarni sistem, so ljudje določeni, ki so prepričani, da so stvarni, da so prizemljeni, bolj ko so v denarju, ker denar naj bo torej ena baza, en temelj, ne. Saj na nek način res je, ampak obstaja še veliko širši pogled na in življenje. Tako da tukaj prihaja nas včasih te ljudje, torej, ki so prizemljeni v ta površinski svet, ki je denarni, vidijo nas, ki smo mogoče bolj multidimenzionalni ali pa perspektivni in tako naprej, se jim zdimo kot sanjači, nerealni in izgubljeni. Ampak to je torej ta zabloda. In ko smo že pri denarju, bom rekel, torej tukaj tudi še eno besedo sem bil omenjal, pozabil prejšnjič povedati, še predprejšnjič, ne vem, kdaj je bilo, o še eni zlorabljeni besedi, poleg volitev, je služenje. Torej, služenje, danes, ko slišiš besedo služenje, misliš, da gre za kopičenje denarja. Ne. Služenje je zlorabljena beseda, pomembna beseda, pomeni, komu ti spet predajaš svojo energijo, svoj čas, čemu služiš, kaj podpiraš. Podobno kot z voljo, voliti, komu daš svojo voljo, svoj glas, svojo besedo, svojo moč. In tako imamo torej dimenzije te naše družbe in poddimenzije. In lahko pogledamo tudi tako človeka, da človek, večina živi v prepričanjih. Je prepričana, da je to, kakor je, tako pa tako, ne, torej to je ta najbolj trd nivo. Potem je malo bolj subtilen nivo, je vera. Ko verjameš, sicer ne veš, upaš, čutiš, ne? In potem imamo ta tretji nivo, najbolj subtilen, ko se ne zavedaš. To je zavest. In tukaj je potem resnična moč skrita in svoboda. In tukaj, kakor je moj predhodnik Stojan omenjal o zombijih, ja, tukaj je, torej te dimenzije, neke poddimenzije družbe si prizadevajo zombificirati nas. Zombifikacija, rečem, ne. In sicer to ponavadi so počeli s kruhom in z igrami. Danes moramo biti pozorni, ne, poleg teh kruha in raznih iger, ki jih predvajajo po televizijah, kakor so recimo, ne vem, ti razni šovi in Big Brotheri in tako naprej, in raznimi kruhi, ki so kakršni so, je smiselno, da se zavedamo torej tudi, kdo ima pravzaprav dostop do virov, recimo vode. A je, komu zaupamo dostop do teh virov?
To so zelo vitalni segmenti našega življenja. Kdo ima pregled nad viri in kako so neoporečni, kaj je v vodi. No, pa bom šel tukaj naprej, torej malo k tej energiji jeze, ki včasih rečejo tudi Satan, ne. Zdaj, jezo, kako se z jezo soočati, ne? Maitreja pravi, da jeza se v ljubezni raztopi. In vendar, pridemo do tega občutka, je mogoče pot v tem, da jezo zartikuliram. Torej, spet gremo, jo ubesedimo in čeprav beseda, ne, bes spet. Ampak ja, artikuliranje jeze bo nam olajšalo in omogočilo komunikacijo, da se ne zadržuje in kot potlačeno čustvo nabira v nas, ker to nas bo zdravilo v situacijah, v katerih smo trenutno. In tako je vendarle vir lahko prebode komplet matrico, ko jo izpostavimo, je prežarčena matrica. Če le mi ne zadržujemo s svojimi prepričanjimi in sodbami, skrivamo določene segmente pod našo domeno. In na vrhu smo rekli, je torej zavest Krista, ki nam olajša ta prehod. Torej, ko smo v teh zablodah in blodnji in torej bolj, ko bomo vsi mi skupaj se združevali s zavestjo Kristusa, vse bo toliko lažje, tako vse lahkotno rata in močno. Ko je Jezus rekel, naj mu sledimo, s tem ni mislil, da mu sledimo osebno, ker nobeden mojster torej noče za sabo nekih pajdašev, sledilcev, da mu hodijo za pitami. Vsak hoče biti svoboden. Ko je Jezus rekel, da torej mu sledimo, je mislil v zavesti, ne? Ali pa če hočemo, torej Maitreja reče, ne sledimo njegovi misli, a ne? In potem lahko pridemo do teh percepcij specialnih in se duh osvobaja. In Jezus je rekel, jaz sem tisti, ki sem, a ne? Torej, kaj je s tem mislil, ne? Da on je tisti, ki je, a ne? Jaz sem tisto, kar je, tisto, kar resnično obstaja. In hkrati tudi sem tisti posameznik, ki sem in tako naprej, ampak v največji globini jaz sem, ki sem, torej tisto, kar je. Nekaj je pojavno, kar se pojavi tu pa tam, ampak tisto, kar je trajno in večno. In smo rekli, Bog je rekel, vse, kar nam je za početi, je odpirati srca. In recimo vam povem moj primer, ko sem pri 19 letih končno odprl srce. Zdaj moje srce je staro 17 let, se uči odnosov in čutenja. Namreč smo rekli, zaprta srca in traumatizirana so tista baza, iz katere lahko dobimo zverinskost človeka. Torej zaprto srce, ki ne čuti in ne razume notranje in je hkrati traumatizirano, ker tukaj na zemlji je veliko trenja in primežev, skozi katere gremo in mlinov. In torej, če srce ni odprto, če je samo pritisk na njem, je potem se takšno srce začne maščevati in zato lahko pridemo do vseh norosti, ki jih vidimo v svetu. In velikih, tudi jaz sam sem bil zelo krut, dokler nisem odprl srce. In tako, če gledamo tudi torej človeka belca, ki mu najstarejši homo sapiens, torej aboriđini rečejo, da je belec kot dojenček glede razumevanja sveta. Indijanci mu rečejo bledi človek. Ne? Smo spet tukaj, mi ta jajca, belci, bledci.
Ampak saj je Jezus je rekel, da je bojimo kot otroci. Ne. Ker gremo torej tukaj, bom spet peljal misel malo glede te odraslosti. Ljudje ko gremo skozi neke te zatrdelosti in bolečine in trpljenja in modrosti v življenju, si okoli svojega srca nagrmadimo določen krust, določeno skorjo, neko obliko in s tem to potem uporabljamo in zlorabljamo, da delamo pritisk nad otroci, ki so tako še nedolžni v percepciji sveta in življenja, od katerih se lahko ogromno naučimo. In s to lažno avtoriteto jih potem pritiskamo in dajemo kao zgled, kakšni ne bi oni postali, te zatrdline jim kažemo, ker so samo maska. Rekel, jaz bodimo kot otroci. In ko smo torej spet, se bom vrnil k tem izzivom in nam, ki smo izzvani, torej s kom bomo dajali težo? Ali bomo dali težo izzivom, ki jih vidimo okoli sebe, ali bomo dali nam, ki smo izzvani? Kdo ima tukaj resnično moč? Tako da, evo, to sem na hitro povedal. Hvala. Eden, ostani prosim še minuto tukaj. Spoštovani, ne vede, ne hote, ampak zgleda, da Kozmos tako skrbi o tem, kar si ti danes govoril, zdaj ta hip. Bi jaz želel 2 minuti, sicer je dolgo 40 minut, ampak 2 minuti govoriti o zombifikaciji, ki se dogaja v Ameriki, ki je v totalnem razsulu. Tako da boste dobili predstavo, o čem je Eden danes povedal, česa se moramo izogibati in kaj nas čaka, če ne bomo previdni. Prosim za 2 minuti pozornosti, ti boš pa potem to še v enem stavku skomentiral in gremo potem s programom naprej.
In to je Zombieland. Kako lahko se temu v Sloveniji izognemo, ker to prihaja k nam? Ja, saj veliko je zavesti o teh polumetnih drogah. Ne. To so moderne droge, ki poznam, res delajo zombi variante. Zdaj če grem k naravnim drogam, ne, naravne droge, ne, so bile dane, da če človek, torej tako jaz vidim, ne, da če človek zaglavi in se izgubi v materiji, se zaleti v to neko naravno drogo in ga malo predrami, prerahlja, pokaže, da obstaja še druge perspektive, razsežnosti življenja. Ne. Ampak, če jo potem še naprej uporablja, torej zlorablja, prekomerno in tako naprej, pa ga človeka začne poneumljati. Je lahko kot Joker, je lahko turbo droga, ampak v končni fazi jih pol ti te Jokerje, turbo te pokuriš in potem jih nimaš na razpolago. In tudi do spoznanj teh nekih, ki jih prideš v stanjih zadetosti, so sicer včasih zanimiva, navdihnjena, včasih pa so tudi traparije, ampak je lepše, ko prideš ti do spoznanja s deviškim umom, se to integrira vate, postane del tebe. Ko pa to dobiš na umeten način, pa je bolj posiljena varianta. In te stvari, ki so v Ameriki in še kje, so, ja, je takšno, kakršno je, ampak gospa milosti oziroma sočutja je rekla, da torej, ko človek uporablja drogo, mu to tekočino, ki je v možganih odgovorna za stik z duhovnim, začne nadomeščati droga. In potem je samo Božja milost še tista, ki te lahko nazaj ozdravi. Hvala.